Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Danes je na sporedu že 410. oddaja, verjeli ali ne, smo v tem času gostili tudi toliko gostov, 410. In 410. gostja danes je Štefka Borak, Ormožanka, ki jo vsi zelo dobro poznamo. Povod za obisk, njen obisk v našem studiu, pa je nedavna modna revija, ki smo jo doživeli v okviru krajevnega praznika v Ormožu. Tako da bo beseda v nadaljevanju tekla o modi, o brezčasnosti ženske lepote in še o marsičem. Tako da kar ostanite z nami. Štefka, lepo pozdravljena v naši družbi. Tudi z moje strani lep pozdrav vsem gledalcem in vam, ki to organizirate. Hvala lepa, da ste me povabili, z veseljem bom povedala, če vas kaj zanima. Izhajamo torej iz modne revije, ki je pred kratkim potekala v Ormožu. Tam si sodelovala seveda kot svetovalka, kar seveda ni slučajno, glede na to, da imaš kar nekaj izkušenj. Tudi ti si v nekoliko mlajših letih bila manekenka. In koliko vem, so te povabili tudi k sodelovanju. Zakaj si pa rekla ne? Ja, mene so povabili, ker pravzaprav jaz zelo rada kupujem po ormoških trgovinah, po teh butikih, tako da ti trije, ko so sodelovali na modni reviji, so moje. Sem že kupila oblekce in v ponovni predelavi in v tej butiku Muza. In tudi Ande mi je zašil že kar nekaj oblek, zadnjo oblekco za sinovo poroko. Tako da so mi rekli, da bi mogoče, ker bi radi prikazali vse starosti, da bi mogoče jaz bila njihova manekenka v letih, ker namreč sem že v 62. letu in to so že kar leta. To sem odklonila, ker se mi zdi, da tako sem že rekla, vsako starostno obdobje pa še pač nekaj. Imam pa ogromno izkušenj na tem področju, ker smo sestre bile manekenke že v srednji šoli v Mariboru, potem smo na študiju bile manekenke v Ljubljani, dosti smo tudi za televizijo snemale, hodile po teh internacionalnih modnih revijah, tako da res imam izkušenj. No, pozneje, ko sem se vrnila domov, v domači kraj, v službo, sem pa sama imela modno agencijo, približno 15 manekenov, organizirala sem manekenski tečaj za te svoje manekene, tudi otroško ekipo sem imela, tudi tečaj ličenja in tako naprej. Probali smo pač imeti vse na zelo visokem nivoju in naše manekenke so dosti sodelovale tudi v Mariboru, v Ljubljani, v Zagrebu, ker so bile krasne, za Ano Žgavc smo sodelovali, tako da sem rekla, da jim z svojimi izkušnjami res lahko pomagam. In kaj si pravzaprav svetovala? Kaj je tisto najpomembnejše, ko se pač ženska, manekenka v vlogi manekenke postavi na oder? Ja, te punce niso imele nobenih izkušenj. Meni je bilo prav luštno, kako so bile odprte, kako so bile vesele. Enostavno smo šli na oder, na pisto in sem jim rekla, kažete to, kar imate oblečeno, par takih res nasvetov, tistih osnovnih obratov, da jim naj ne bo nerodno, da morajo gledati zgor ravno, ne dol publiko, ker potem jih kdo zmede, da se morajo prijazno, simpatično nasmejati in skupine sem sestavila, res zelo malo časa smo imeli za vajo pravzaprav, ampak izpadlo je pa fantastično. Po kakšnem ključu pa ste tokrat torej izbirali pravzaprav ta dekleta? Si jih ti izbrala ali so to organizatorji? Jaz sem glavnem delala za to ponovno predelavo, one so me prosili, sem jim tudi 3 manekenke potem svetovala, ker jaz pač tisto oko, ko vidiš, kdo je za manekena, ti ostane, ne moreš iz tega ven, ne. In kar tak puncam sem rekla, na bazenu, visokim, lepim, suhim, simpatičnim, če bi, in 3 so bile za to in so bile tudi zelo dobre. Celo Ana Žgavc, ki ima najboljšo manekensko to agencijo v Mariboru, jih je povabila k sodelovanju. Ostale pa so sami se zmenili, ker so tudi otroke imeli in tako naprej. Tako da pri ostalih nisem sodelovala, kdo bo. Ampak so bili zelo simpatični, res. No, kaj je po tvojem mnenju najpomembnejše pri manekenkah? No, vsi vemo, da morajo biti dovolj visoke, vitke, ampak večina žensk ni ravno, nima takšnih, nima takšnih predispozicij oziroma mer, pa se tudi morajo obleči. Zakaj vedno torej forsirajo
vitke, visoke ženske. Ja, najlepše je pač modo pokazati na takšnih. To pač tako je, to je manekenski poklic, ne. Najlepše izpade, ne moreš ti zdaj neko žensko, ko več ni v teh proporcijah, ker je še vedno lepa, simpatična, obleči v neke super cotice, ker potem pač izpade drugače. No in kakšne so tiste tvoje manekenske izkušnje? Ja, zelo lepe so, res. Jaz imam toliko lepih spominov, da to ni res. V Mariboru smo sodelovali, je bila prav ena agencija, kjer smo ta tečaj pa vse naredili. S frizerom smo dosti sodelovali, s sestro smo hodili tudi po tujini po frizerskih revijah. V Ljubljani pa mi je bilo najlepše delati s televizijo. Tam je bila ena oddaja, Moda za vas, verjetno se kje v arhivu še najde, in tam so nam imeli zelo, zelo radi. Ogromno oddaj smo posneli o modi. Vsako, ne vem, mislim, da je bila vsaki mesec, vsak teden, to se ne spomnim, v drugem kraju. Predstavili so kraj in potem smo mi bile manekenke, kaj zvem, ali je to bil grad, ali je bila kakšna druga znamenitost in smo tam prikazali pač par oblik. No in vprašanje, ki se tako šušlja, nihče ne upa vprašati na glas, ampak danes bom vprašala, kako pa tebi uspeva ohranjati tako lepo mladostno podobo? Sama si povedala, da boš stara 62 let. Ja, to ne pride kar tako, ne. Je treba nekaj narediti za to. Mogoče je tudi to, da sem jaz od malega, ne vem biti na miru, ne. Že v osnovni šoli smo plesali s sestro, telovadile pri ritmični gimnastiki, v srednji šoli, da ne govorim, kje smo vse sodelovali, od folklore do tudi ritmične gimnastike, od doktora Videnška in tako dalje. Skratka, vedno sem v gibanju, strašno rada imam gibanje, tudi vso ostalo, smučanje, kolesarjenje. Jaz sem vsa nesrečna, če se ne moreš gibati. Ko sem se vrnila iz Ljubljane, v Ljubljani smo plesali pri tej plesni skupini, študentski, najbolj znani, in potem sem domov prišla in sem tudi tu ustanovila eno plesno skupino. Skratka, kaj čem povedati? Naložba v sebe skozi celo življenje se ti obrestuje. Potem pozneje sem imela 25 let ta klub aerobik, celo Tajbo sem trenirala in tako dalje. Telo je treba trenirati. Jaz vsako jutro pol ure telovadim, pa še vedno, če smučam 8 ur, ne vem smučati 3 ure, če hodim po planinah 8-10 ur na dan, osvajamo 2000, jaz nisem nič svoje življenje še ven izpustila. Tako da gibanje je zelo pomembno, telovadba je zelo pomembna. Jaz imam zjutraj prav vaje za trebuh, potem joga obraza, pač en sklop teh vaj, ki jih izvedem. Pol urce, nič takšnega, nič strašnega, da bi zdaj ne vem koliko časa za to rabo. Tako da to so osnove. Moram pa povedati, da mi je zelo pomagalo. 2000. leta sem jaz spremenila prehrano. Prej sem včasih, so mi malo kile pobegnile, pa sem delala osveževalne, pa ne vem kaj vse. 2001. 2. pa sem se borila z rakom na maternici in takrat sem se odločila, da bom nekaj naredila in sem potem šla v 3-tedenski post, prečistila telo in hodila na ogromno predavanj v Ljubljano o prehrani, doktor Videnšek, on zagovarja presno hrano in jaz sem res spremenila prehrano. Črtala sem iz prehrane moko, če se le da, nisem tisto rigorozno, zdaj ne, ampak moja osnovna prehrana je še vedno, takrat sem ostala pol leta na presni hrani, to pomeni na sadju in na zelenjavi, takrat sem precej kil tudi shujšala. Pozneje pa nikoli nisem zaradi tega več imela problemov z kilami, zato ker med tednom jaz glavno še vedno sama živim, mož je še vedno odsoten, otroci so odšli in jaz nič ne kuham. Ker so me na teh predavanjih, na knjig sem ogromno o tem prebrala, pripričali, da človeško telo ne rabi kuhane hrane. In moja hrana je med tednom v glavnem sadje. In to so mono obroki, to je na primer kosilo in ananas, popoldne, jaz ne vem pojesti ene jabolke, če pojem 5 jabolk, potem pa 2 uri nič. Za zajtrk 3 banane, skratka, tako je moje življenje med tednom. Čez vikend kuham, ampak sem tudi kuhanje že fejst prilagodila, tako da sem že celo družino malo obrnila v drugo smer.
No, še to moram povedati, raka sem takrat premagala z postom. Ampak se mi je vsake toliko časa ta papa test poslabšal in to pomeni spet začetek. 2012. se mi je pa začel v maternici. In takrat sem se na vso srečo, no res na vso srečo, nekaj se v življenju zgleda z nekim razlogom zgodi, sem se srečala z redoks signalnimi molekulami. To mi je en prijatelj priporočil. To so molekule, ki jih od rojstva imamo v svojih celicah, katera osnovna funkcija teh molekul je, da obnavljajo naše celice. Če se naše celice poškodujejo, te molekule obnovijo. In tako da jaz že 5 let pijem te molekule in s temi molekulami sem jaz zaključila z boleznijo. Moje telo ima zdaj, ker namreč do 12. leta nekje ima človeško telo 100% teh molekul, potem pa zaradi let začne lastna proizvodnja padati. In človek pri 80 ima mogoče še samo 20%. Posledično se stara, posledično si dojemljiv za bolezni. No in kaj če povedati? Te molekule te v bistvu obnavljajo. Jaz jih pijem, s tem imam v telesu spet 100% teh molekul. To je trenutno najbolj raziskana stvar največjih inštitutov po svetu. To je prelom na področju zdravja, ampak nažalost ne gre prek farmacije, ker se je zgodilo, da so oni niso hoteli to sprejeti, ampak uničiti, ker jim ogroža zdravila. Meni je, jaz pač za sebe, če jim nekaj naredite. In te molekule mi pomlajajo telo. Pomlajajo mi kožo, opažam na sebe, pomlajajo, govorila sem z ogromno doktorji, ker je na svetu ogromno doktorjev, tudi v Sloveniji imamo doktorico Jano Val, ki je 4 leta v Ameriki specializirala na eni kliniki z temi molekulami. In ona pravi, da ti pomladijo najprej notranje organe, potem pa ti pomladi celo telo. Jaz opažam spremembe, 5 let jih pijem, tudi moja sestra jih pije, eni pa jih pač nočejo, ker jaz nisem zdravnik, nisem nič in zdaj, če nekomu to poveš, pač reče, kaj boš ti govorila, ne? Ampak je res, pomladite celega, enostavno hrbtenica me več ne boli, kolena sem imela hrustanec zrabljanje, jaz ne vem, kaj se je zgodilo, zdaj me vsi terejo, da si moram iti slikati kolena, ker ja imam, 4-krat sem bila operirana že na kolenih, imam sliko, kako je bil poškodovan hrustanec, ne? Visok pritisk mi je porihtalo, fantastično se počutim, energije imam, da bi po lufti letela, res. No, to tvoje dobro počutje seveda tudi zelo vpliva na izgled. Ja. Ampak ti si vedno bila takšna, ne? Se mi zdi nasmejana, polna energije. Bom tako povedala, kak je moja mami rekla, pozitivni ljudje bodo dolgo živeli, negativni ne morejo živeti, pride nekaj, ne prenesejo tega, jaz pa sem pač takšen človek, ne, polna energije od vedno, pa optimist, ne, vsako stvar vidim z lepše strani, pol kozarca je lahko pol praznega ali pa pol polnega, ne, kak vzameš, tako da se rada vsemu nasmejem, če pa res kaj hudega pride, se pa tudi zjočem, ampak potem to, ko je to mimo, najdeš pot. Najdem svojo pot, ni problema. Si zapišem cilje in živim naprej. Strašno rada imam življenje, res. In to se na človeku vidi, ne. No, tudi vedno si imela svoj slog oblačenja, vedno si bila nekaj posebnega, predvsem zate je znano, da nikoli ne oblečeš hlač, ne? Hlače sem nosila v mladosti, pa s temi porodi, 3 otroke imam pa tako dalje, nekako so se mi hlače zamerile, imela sem eno hudo vnetje zaradi enih kavbojk. Strašno lepo se v oblekah pa v krilih počutim, to sem pač jaz, ne. Tudi visoke pete rada nosim, včasih se že kdo nasmeje, ampak saj imam tudi nizke pete, se po planinah ne lečem v visokih petah. Večinoma te vidimo seveda kar v konkretno visokih petah, ne? Tako sem navajena, mene nič ne boli, mene visoke pete nič ne smetajo, nimam nobenih posledic zaradi tega. Pa lepo se počutim v visokih petah, nekako moja hoja, sestra se mi je, ko smo lani v Amsterdamu bile smejala, ker sem si nizke pete obula, je rekla, ko hodim koraca, ko sploh ne vem v nizkih petah hoditi. Je res, da si tudi na Triglav šla v krilu? Še nikoli nisem šla v hlačah. To pa imamo štos.
Imam eno skupino žensk, ki se sicer včasih malo struktura menja, zdaj imam vse mlajše, ker starejše več ne zmorejo. In imamo krila. Ene oblekce, smo si dali ime, vražje prlečke. Dobro, vse po to krilo, oblekco, moraš nekaj toplega obleči, ne. Ampak tak, to pa je, ko greš v krilo, tudi smučam v krilo, evo. Zanimivo, torej nimaš kombinezona ali kaj? Iz kombinezona, iz hlač sem si naredila krilo, ki zelo lepo smučati vem, če ne bi vedela, potem ne bi mogla. Sestra tudi smuča v krilo, pa te včasih ki tak kdo malo čudno gleda. Drugače pa je občudovanje, res. Ljudje tako občudujejo, ker je to v bistvu so to kostimi smučarski, bi lahko rekel. Bunda pa potem ozko krilo do dol. No, ti in tvoja sestra sta vedno bili nekaj posebnega, vse Ormožani, tako gledamo na vaju. Koliko pa vama je to obema imponiralo? Recimo, predvsem tebi, ki si ostala v tem našem malem mestu. Ja, lepo je biti pravzaprav, to ne moreš povedati. Lepo je biti dvojček, ne? Zato, ker je to ena povezava, vedno imaš nekoga, ki je tvoj, vedno imaš nekoga, ki te razume, vedno imaš nekoga, na katerega se lahko obrneš. Celo razviješ med sabo eno komunikacijo, ki je drugi ne razumejo. Vem, da so najini možje vedno bili ljubosumni, ker midve ni bilo potreba govoriti, ampak smo se samo pogledali, ena beseda je padla, pa smo se smejali. Ker živiš od malega skupaj, imaš en način komuniciranja, ki ga drugi ne razumejo, ne. Tako da, to je meni zelo lepo. Pač nekaj posebnega si. Zdaj, kako to vzameš, ne? Naj to ni nikoli motilo. Manekenke smo jim bile zanimive, sveda smo jim bile zanimive, čas smo bile dve, pa visoke, pa suhe, pa iste, ne. In so naj res vse posod ponucali, ki se je li dalo, ne. Tako da, luštno je biti. No, kako pa sedaj to vajino povezavo negujeta, glede na to, da si ti tukaj v Ormožu, Jožica pa v Ljubljani? Ja, to nikoli ni bila ovira. Ni bila ovira nobena, pa makar se vidimo enkrat na mesec. Zanimivo, ona še vedno pride domov, ne. Če enkrat na mesec ne pride, je vsa nesrečna. Jaz grem tudi dosti v Ljubljano, tako da se vidimo, pravzaprav v vseh stvareh važnih predebatiramo, vse so danes ti telefoni pa tako naprej. Zdaj smo poleti bili v Ameriki, sem jaz eno nagrado dobila, potovanje po Bahamih in ker moj mož ni mogel iti, je šla ona z mano. In moram reči, teden ni križarjenja, luštno je bilo, ker smo po dolgem času bili same, in smo uživali, ne, ker če ima vsaka 3 otroke, pa svoje življenje, ima svojo družino, je težko skupaj priti. Eno stvar pa delamo še vedno, organiziramo srečanja teh naših družin. In to enkrat ali dvakrat po zimi, to so 4-5-dnevne smučarije in potem poleti, da se nekje dobimo, da gremo še v planine malo skupaj. In to zanimivo, pridejo vsi najini otroci, vsi najini vnuki, tako da se nama na koncu vedno zahvaljujejo, ker se potrudimo, ker preživimo nekje skupaj. Ampak to je najina povezava in to mi je brez tega ne moremo, pa pač oni vsi zraven pačejo. 3 otroke imaš, torej, kje so otroci? So v Ormožu ali? Ne, nobeden ni v Ormožu, vse v Ormožu je res težko za mlade ljudi, ne. So bili vedno ambiciozni, hčerka je doštudirala Akademiji Debele arte v Benetkah, dekoracijo. Ona na Primorskem živi, ima družino, ima otroke in v bistvu je umetnica, dela iz lesa, prekrasne stvari, lesene umivalnike iz oljk, pohištvo, svojo galerijo ima, tako da je na tem področju. En sin je v Ljubljani, tudi je končal biotehnično fakulteto, dela pivo Borak, zraven se še z zavarovalništvom ukvarja, ker pač s pivom se težko toliko zasluži, na večje bi moral, to pa je treba veliki denar, od začetka ga ni. No, en sin pa je zelo uspešen, pa živi v Gradcu, v enem velikem športnem podjetju je zdaj vodja te propagandne računalniške informatike in s punco živita, imata stanovanje, tako da izgleda, bomo imeli male Avstrijce. Dobro, da vem malo nemško. Uspešni torej tudi otroci in verjetno si jih tudi v takšnem pozitivnem duhu vzgajala, ne?
Ja, mi smo bili vedno, izredno dosti smo potovali, vsi odprti, tako da njim je to bilo normalno, da se gre nekam v tujino, nekam, da se nekaj naredi iz sebe. Včasih mi je kar žal, ker sem jih tako vzgojila, ker jih ni nič doma. Ja, ker potem se ti malo to maščuje, ne. Oni, vse se srečamo, ne, ampak doma pa nimam nobenega, ne, kar je pač je tako, ne moreš jih zadržati doma, to je njihovo življenje, ne. No, poznamo te seveda tudi kot zaposleno na študentskem servisu. Kako dolgo si sedaj že upokojena? Upokojena sem od januarja 2014, tako da je že prek 3 leta. Ti se navadila? Ja, ne, jaz sem bila tako srečna, ko sem šla v pokoj, to so redke. Jaz sem 10 let delala na študentskem servisu, težko sem že sledila, ker je to vse bilo na računalniških programih in vedno nekaj novega in ko si v letih, če priznaš, ne, malo težko slediš vsemu temu, ne. Rabiš za vsako stvar dan, dvakrat zlezeš not, ne, in potem že greš na živce. Makar je to delo z mladino, komunikacijo jaz tako imam rada, ne. Vedno sem nekje sodelovala z mladino, ampak vseeno. Delala pa sem zraven še en posel in ko sem šla v pokoj, sem mislila, evo super, zdaj pa penzija je mala, se veste, da penzije niso velike in mi prav pride zdaj ta posel in ga z veseljem delam, dosti hodim okrog. Moj mož mi reče, ti tu delaš samo zato, ko greš med ljudi. Ja, tudi, se pa moraš iti med ljudi, ne. Saj imam tudi hišo, pa ogromen vrt, ker jaz si vse sama pridelam, pa šivam si še vedno vse sama svoje oblike, razen zdaj mi malo Andi včasih pomaga, ne, ker je le strokovnjak, stvari morajo biti lepo zašite. Tako da sem zaposlena 100%, pa vnuki, če mi pridejo, pa tako dalje. Jaz sem ena izmed srečnih upokojenk. Dolg čas ti torej ni. Da, ki pa. Med tednom sem vse enkrat v Zagrebu, v Ljubljani, v Mariboru, v Celju, ker ta posel me vleče tudi v Gradec, moram iti poslovno dostikrat, tam potem sina obiščem, tako da si moram kar plan narediti. Ampak če mi kdo reče, nimaš časa, ne, si v pokoju, jaz imam čas. Jaz sem v pokoju, jaz vedno rečem, imam čas za tisto, za kar si vzamem. Ne, tako da nima s tem problema. No, ko se človek s tabo pogovarja, ima občutek, da boš kar poletela, ne? Ja. Kako pa je to sprejemal tvoj mož? Zdi se, da je nekoliko bolj umiren človek. Ja, on je čisto nasprotje mene. Ampak ženske se ne smemo dati, pa svoje življenje moramo živeti. On se pač umakne, ko vidi, kaj ne zmore več mojega tempa, se malo umakne z kakšne zabave ali pa kaj takega. Drugače pa midva nimamo s tem problemov, ker smo zelo dolgo skupaj. Midva smo začela svojo vezo pri mojih 16 letih, tako da me res pozna, ne. In če smo vse to prebrodila, jaz pravim, pa smo že za skupaj. On je torej bil najbrž tudi vzrok, ne, da si prišla potem z Ljubljane, kjer si Ja. že bila dejansko afirmirana in manekenka, Absolutno, takrat sem res zaradi njega se vrnila. Je rekel, domov moramo iti, v domačem kraju moramo živeti. Takrat sem bila tako zaljubljena, ker sem mislila, da bom umrla od zaljubljenosti in sem ga skoraj vse ubogala in sem res šla, no tudi noseča sem potem bila s prvim z Natjo, otrokom. Ja, hec je v tem, da je on odšel, jaz sem pa ostala doma, ne. To je štoskaj, on ne živi doma med tednom, ne. Dela po celi Sloveniji in ga ni. No, res pa je, da verjetno ta odsotnost moža čez teden tudi dobro dene, ne? Se mi zdi, da je kar bi bilo fajn, ne? To je tako, ne. Ko je odšel, sem imela 3 male otroke in jaz sem se res večer dostikrat jokala. Ker sem bila osamljena, ne. Potem se pa navadiš, pa si organiziraš življenje, pa začneš uživati v tem svojem življenju. Zdaj pa je njemu malo tak, ne. Ker jaz moram priznati, pač živim dvojne življenje. Življenje brez njega in življenje z njim. Vse vikende preživiva skupaj, vse dopuste preživiva skupaj, ampak med tednom imam pa jaz svoje drugo življenje, ne. In mislim, da bo težko, ko bo prišel čez 2 leti on tudi v penzijo, v pokoj, kar rabila verjetno, da se malo navadim, a ne. Najbrž ti načrtov ne manjka, ne?
Neki pa, jaz jih imam vedno preveč. No, kaj boš počela še? Kaj bom še počela? Zdaj moram izboljšati, da več vnuke vidim, mi je hčera zadnjič No, koliko jih učitala. imaš? 2 imam. Mi je učitala, da sem premalo pri njih. Pa jaz sem tako zaposlena, da pravzaprav težko na Primorsko mi je odšla, to je daleč, to si moraš res vzeti čas, pa še veliki strošek je, preden tja prideš. No, v ta namen sem že ene korake naredila, avto sem si dala predelati na plin, tako da se zdaj ceneje vozim, prosim lepo. Več kot pol ceneje se voziš s plinom. In tako da zdaj nisem več obremenjena s tem benzinom, pa s temi kilometrinami. No, to moram narediti. Pa tako bom naprej peljala življenje, kot ga imam, ne. En cilj mi je, da se naučim angleško. Vse več rabim angleščine pri tem svojem poslu in me jezi, da je ne vem, no. Zdaj glih sem si kupila en tečaj, zdaj bom začela delati vsake dan 2 uri. No, mislim, da ti to ne bo problem, ne? Željo Glede na imam, tvoje inteligenčne sposobnosti, vsi se naučijo, veš, ki se Vse, ne? želijo, ja. Fino, no, potem bo kar še življenje pestro, tudi tvoje, še boš Ja. kaj v smeri mode ustvarjala. No, dejala si, da šivaš, ne? Ja, Tvoja oprava danes, je to tvoj proizvod? Oblikica je moj proizvod. Res imam vedno ideje, saj mogoče sem jaz v življenju šla v napačno smer, morala bi se z modo ukvarjati, ker ideje mi nikoli niso manjkale. Imela sem nekaj časa otroški butik, tam se sem malo izživela, pa to agencijo modno, ampak z proizvodno oblek bi se morala, prav z modo bi se morala boljše profesionalno ukvarjati, ampak življenje te pelje v neke druge smeri. Bil mi je to hobi, mogoče pa je tudi tako prav, ker še vedno v tem uživam. Najbolj srečna sem, ko se usedem za šivalni stroj pa ustvarjam. Res. To imam res. No, za tebe je tudi sicer znano, da imaš kar veliko talentov. Tudi glasbenica si bila, ne? Ja, enkrat. Nič te več ne vleče, pleh muzika. Sem igrala dolgo, tudi končala sem srednjo glasbeno z klarinetom, še vedno imam doma klarinet. Šla sem z njimi, ko so šli na Triglav, takrat sem imela 2 funkciji, bila sem, ker sem drugače planinski vodič tudi, še vedno vodim skupine po planinah. Sem šla z njimi na Triglav zgodbo, sem igrala klarinet, pa še vodič sem bila. Varovala sem ljudi, ko smo lezli gor na Triglav. Mogoče, ne vem, bom videla. Zaenkrat prekinula sem takrat, ko je bilo preveč vsega, ko so bili otroci mali, enostavno ni bilo časa za to, ne. No, kar se tiče tvojih lastnih kreacij, od kod pa jemlješ recimo ideje? Kar tako ti pade na pamet? No, to te sprašujem zato, ker vemo, da si vedno ekstravagantna, ne? Ja, nekaj posebnega malo, ne. Včasih te kdo čudno gledi, včasih te kdo obsoja, nekomu pa si všeč, tak pač je v življenju, ne moreš preko tega. Ideje lovim jaz. Kar nekje vidim nekaj, pa imam vedno eno beležko, pa si malo skiciram, s kakšne revije, si kakšno slikico zrežem, ne vem, to mi je bil vedno užitek, ne. Tako da to, kaj zašiti, to jaz nimam problemov. Jaz imam narisanih skic, pa teh slikic, pa tega v eni mapi, ko si nekaj zaželim, jaz grem kar lepo tisto listat, potem pa si nekaj po svoji duši naredim. Tudi frizurico imaš vedno moderno, ekstravagantno? Ja, tu pa sem ohranila svoj kontakt z svojim frizerom. A to niso tvoje ideje? Ne, frizura pa niso moje ideje. V srednji šoli smo s sestro bili modeli pri Ratku Krznariču v Mariboru. On je bil eden najboljših modnih frizerov v te vzhodne Slovenije, mogoče tudi takrat v celi Sloveniji. Ogromno se je izpopolnjeval v tujini, v London je šel vsako leto za mesec dni, pa v Nemčijo organizirajo tudi te razne revije frizerske. Z njim smo hodile midve po revijah, tudi po Italiji. In on je zdaj sicer že v pokoju, ampak jaz ga pokličem in pridem k njemu in on pride in me sfrizira. In spijemo kavico, kakšen vinček, malo poklepetamo, fajn gospod je še vedno. Tako da ideje za frizure sem nekako njemu prepustila, malo mu nakažem, ampak v glavnem je on še vedno glavni, ne, midva se vedno smejemo, no, kaj ti naredim? Jaz pravim, bo že vedel, kar nekaj lepega mi naredi. Nekaj modernega, Ja, mladostnega. pozna, zdaj je prevzela hčerka njega v salonu isto, zelo na nivoju, tako da on vedno nekaj ti naredi.
moj las pozna, ker las je tudi treba poznati, kaj z njim lahko narediš, ne. Včasih se nisem barvala dolgo, tam do 40. leta, potem je pa rekel, čuj Štefka, preveč sivih imaš, moram te pofarbati. Vse ga okej, v redu, pa pobarvaj, ne, vse sem vedela, da je to vse profesionalno pa super narejeno, ker to je pa prirojeno, ne, kako si sivi. Vem, da je moja mama zelo hitro bila siva in se je tudi morala barvati. No, seveda svoje napravi tudi make-up, odkot pa imaš to sposobnost, da se tudi naličiš tako, kot je treba? Ja, to je spet tečaji so bili. Mi dve smo sestro delali v Mariboru tečaj manekenstva, tečaj hoje in tako dalje in tudi tečaj ličenja, ne. Pa malo spreminjaš, glavnem pa te osnove zelo dobro veš. Zanimivo, ne, ko smo bile punce, ko smo bile še v osnovni šoli, smo začele v puberteto lesti, mama najina je bila zelo, zelo široka ženska in je rekla, vidve ne bosta na kmetiji, malo več morata o sebi vedeti in nam je kupila eno knjigo Biti ženska. To je bila moja prva osnova, zelo fajn knjiga, kjer je bilo vse napisano, in o negi telesa, in o ličenju, o vsem. In še danes imam to knjigo, tam je kot en spomin, je rekla, živele bosta nekje drugje, živele bosta med ljudmi, in tako se je tudi zgodilo. Tu so nekje začetki, ker neke začetke pa moraš imeti, mi dve smo imele iz te knjige zelo dobre in to, zanimivo, to nam je mama kupila, ne, ker sestra je drugače zelo uspela, ona živi v Ljubljani, je magistrica, piše tudi ene knjige o fizioterapiji, o plesni terapiji, predava po celem svetu, tako da naj je mama dobro usmerila. Jaz sem se v Ormož vrnila, ampak meni ni hudega v Ormožu, meni je lepo v Ormožu, ker je odvisno, kako živiš, ne. Jaz imam že 20, 25, 30 let, imam vedno abonma v Mariborskem gledališču, izredno rada imam gledališče, opero, balet. Ravno naslednji teden v sredo gremo La Bohème gledat. Ena skupina žensk nas ima, včasih smo z mamo skupaj hodile, ona je tudi rada to imela. Se mi je lepo zrihtala, pa smo šli na predstavo v Maribor. Tako da, koliko si povezane, tako živiš, ne. Zdaj, če se pa zapreš, ven ozek krog Ormoža, ne, meni včasih kjera reče, jaj, ta Ormož pa nič nima. Ogromno ima. Samo kako gledaš na to. Tudi kot ta modna revija, ki je zdaj bila in tako naprej. To so take lepe stvari, ne. Moraš pa tudi iti nekam, malo ven. Ja, in se malo pozanimati, ne. Malo pozanimati, malo živeti drugače, se udeležiti tudi kakšne stvari izven Ormoža, ne. Te moje planine me vse skozi spremljajo, zdaj smo bile ženskami, 3 dni, 6 nas je bilo punc, sestra je bila tudi z mano in smo Kamniške osvajale. No, koliko se pozna pri tebi in tvoji sestri Jožici vpliv vajine matere Štefke? Je bila tudi Štefka, ne? Ja, tudi je bila Štefka. Ja, se pravim, ona nas je usmerjala in to je krasno. Povedala sem, da nas je naučila, kako skrbeti za sebe. Ko so bile zime, mi smo šli vedno smučati in to na Gorenjsko, k stricu, Srečko in mama in ata so to, mama je to podpirala, ona nam je tudi zrihtala vso smučarsko opremo in tako dalje. Je rekla, morate živeti, tako da jaz sem živela, da ne je bila s kmetov, pa je mama bila kmetica, navadna, ampak nekako je širše tudi gledala na svet. Vsako leto smo šli na morje, jaz vem, ko sem s možem začela živeti, on je bil čist ene druge družine, sem ga nekako tudi jaz usmerila, da smo po zimi šli smučati, da smo vsako zimo šli vsaj teden dni nekam na eno smučišče, da smo poleti šli na morje, da smo potovali. Vse je bil on odprt, ampak iz svoje družine tega ni prinesel, ne. Zanimivo. Pri nas pa je mama bila, ko je vse to nekam porinila naprej, ne. Hvala lepa, Štefka, da si vzela čas za obisk v našem studiu, da sva malo poklepetali. No, se včasih že sva, ne, ampak ne pred kamero, ne. Ja, upam. Ostani takšna, kot si, brezčasna, kot rečem. Upam, da nisem kaj povedala, kar ne bi smela, no pa sej. Življenje je življenje, včasih tudi kaj narediš, kar ne bi bilo treba, ampak v glavnem je lepo.
Jaz se zjutraj zbudim, pa če sem slučajno, slava volja, kar skoraj nikoli nisem, ne, si začnem govoriti, življenje je lepo. Tako je. Hvala lepa. V glavnem, vsi tisti, ki ste morda malo manj optimisti oziroma ste večina pesimistično gledate na svet, si boste to oddajo kar lahko ponovili, ne? Na internetu bo že čez nekaj dni. Tako, hvala lepa za pozornost. Štefka Borak je bila z nami, veliko zanimivega o življenju nam je povedala, tudi kar nekaj dobrih napotkov smo dobile predvsem. In ja, vse dobro vam želimo. Se vidimo čez teden dni.